Dober dan, kolega Markeš. Živijo, lepo zdrav sem. Zgleda konc sveta. Kar? Ja, konc sveta, mislim. A to glede na vreme, glede na... Glede na vzdušje. Glede na vzdušje. Ja. Ampak tukaj je žarek upanja, ne? Se pravi, nakana vlade, vladajoče koalicije, da bi namenila vsem zaposlenim pa šire božičnico. Potem pa neki dvomov v sami koaliciji, pa vprašanje, kako bi na to gledalo gospodarstvo. Javni sektor naj bi bil do te beneficije po novem upravičen. Hkrati se pa pojavlja ustavno-pravno vprašanje, ne, da če firma nima za božičnico, kako jo prisiliti, da bi jo izplačala. Ja, to je predbožični čas, je očitno že začel, kar je dobro. Predbožični ali predvolilni? Oboje. Predvolitve so naslednje leto, ampak to, da je premier Golob pomaknil fokus spet pač v to smer, ne, ki je ljudem všečen. Ne gre samo za to, da je ljudem všečen, ampak gre tudi za to, da nekdo v nekem trenutku govori o tem, da delavec oziroma da nekdo, ki je v delovnem procesu, je nekaj vreden. Da se pravi, da državljan je nekaj vreden, da človek je nekaj vreden, da v času, in to se spregleda, rekordnih dobičkov, ne, da se dobički ne redistribuirajo k tistim, ki pripomorejo k njim, ampak izključno k lastnikom in v namere samega kapitala, ne, se pravi samo nanašajoče se namere. Ne. Se pravi, ta poteza je seveda meč za dvema reziloma, jasno. Ne. Se pravi, tako, kot si rekel, če neka firma pač nima denarja, ga ne more dati, ampak če neka firma nima denarja, tudi plače ne more izplačati, ne samo 13 ali 14 plače. Oziroma, če 6 mesecev ne bo mogla izplačati. Ja. V tem trenutku mogoče še, pa bo pa težava z likvidnostjo. Dobro, ampak podjetja so pač na trgu. Trg je pa danes so pa edina nebesa. Je edin kriterij, je edina ustava. V imenu trga se klanjamo, v imenu ekonomizma, ne, se prehladimo in se poskušamo pozdraviti. V imenu ekonomizma smo praktično uničili naše življenje in naše družbeno življenje. Ne. Se pravi, sama ideja, ne, da lahko v življenje vnesemo nekaj radosti in da to ščiti država, ne, samo po sebi, meni se ne vidi kot slaba, ne, še več. Ne. Na nek način zelo prezirljivo gledam na te tendence, recimo danes je v glasu M-čem. Kdo pa je M-čem, da bo odsvetoval slovenski suvereni državi in vladi, da ne uvaja božičnic, da ne uvaja elementov, pri katerih se državljani zavedo, da oni tudi so nekaj vredni. Ne. Kdo je gospodarska zbornica? Ne. Ko skozi govori država, pojdi proč, ko se pa nekaj zgodi, ne, pa reči država pomaga. Ne. Skratka, tukaj imamo pred sabo tudi državno upravo, govorimo o šolnikih, govorimo o zdravstvenih delavcih, govorimo o socialnih delavcih, ne, ki so vedno izpuščeni iz vseh debat o dobičkih, vedno izpuščeni iz vseh debat o tem, koliko so vredni, govorim duhovno vredni, da tudi oni nekaj pomenijo. Oni so samo breme države. Ko bo naslednjič prišel na oblast Janša, bo spet rekel, ne, da šolniki nič ne delajo, ne, da profesorji učijo samo 4 ure na teden. Spomnimo se teh debat. Ne. Se pravi, Golobu je ta poteza, naj je mišljena iskreno ali je populistična uspela, do neke mere, govorim vsaj, ne. Predvsem pa izkazuje to, recimo, da se gospodarska zbornica približno obnaša tako, kot se je v debati okrog javnega zdravstva obnašala zdravniška zbornica. Ne. Skratka, mi kot samoumevno sprejemamo, da se nam življenjski standard niža, da so naše plače vedno manj vredne, da je vedno večja draginja, da je gospodarstvo vse in o tem se ne debatira, o tem, da je nori turizem tudi gospodarstvo, v katerem smo praktično uničili Slovenijo, v katerem v Bohinju na Bledu, v Portorožu, v Piranu več kot domačin ali Slovenec ne moreš več normalno hoditi, samo zato, da se klanjamo neki boginji nekega abstraktnega gospodarstva, ki nam je življenje podražila v 4-kratniku, plače pa skoraj da že prepolovila, glede na stanje pred 10 leti. O tem se pogovarjam, in če Golob dregnil v ta osir, ne, verjetno to ni samo slabo. Dobro, širva od turizma in božičnice razpravo v svetovne širjave. Združeni narodi
Včerajšnji nastop Donalda Trumpa bo po mojem še nekaj časa odmeval. Pri turizmu pa ena od ključnih sestavin turizma je vreme. Trditev, da je teorija o globalnem pregrevanju ozračja ena največjih laži izrečenih v obstoju človeške zgodovine, je prišla iz ust najmočnejšega človeka na svetu. Prav, ker on ni najmočnejši. On je po mojem mnenju eden najšibkejših členov človeštva, je pa zaseda pač pozicijo, ki je močna. Ne? In tega on ne razume. In jaz sem bil nad njegovim nastopom včeraj navdušen, zato ker je to ravno toliko dni potem, ko sem napisal, kakšna je razlika med tem, ne? Da zavzameš kantovsko sintagmo občega zakona in se mu podrediš, in to, da si nadeneš kapo in napišeš gor Donald Trump was right about everything. In točno to besede je on včeraj izrekel. Ne? Natanko to je rekel. Donald Trump je imel prav o vsem. In to je rekel na generalni skupščini. Ampak tudi ne samo, da je imel prav vsem, tudi vse vojne je končal. On je vse vojne končal. On žali ljudi serijsko. Tako ne samo talibanskega, ampak telebanskega nastopa, ne, bi prvoščil redko kateri državnik, in če bi si ga, ne, bi ga raztrgal. Taka samovšečnost, taka zagledanost, samozaverenost, hkrati ne bom govoril o inteligenci, on sigurno je inteligenten človek, ampak taka zabitost, taka kulturna zaostalost in navsezadnje taka narcisistična poškodba, kot jo on izkazuje, pa to je sramota za Ameriko. Mislim, naj se v imenu tega amerikanizma pogrezne nekam in naj diskutira lastno sramoto in naj ne poučuje Slovenije, kako naj ona upravlja se svojo suverenostjo, če smem reči. Ne. Ampak to, kar je Donald Trump pokazal, je natanko to, da je potreba po ključni svetovni organizaciji, ki bi zastopala človeški zakon, ki bi zastopala multilateralizem, mimogrede, te pozicije zastopala tudi naša predsednica. Bo še vprašan za recenzijo njenega nastopa, ja? Ja, in pohvalno, ne? Pohvalne stvari, ki jih je povedala, o multilateralizmu, o teh zadevščinah, je natanko nasprotno od tega, kar je povedal Trump, ne? In Trump je preprosto povedal, jaz imam prav o vsem, vi pa odhajate v ne povrat, bi se rekel v lepi slovenščini, ampak tisto, kar je povedal, je to, da je natresel serijo laži. On je lagal je o trajnostni samooskrbi človeštva z obnovljivimi energijami. Recimo, popolnoma se je izognil vprašanju Gaze v smislu prihodnosti in vzpostavitve dveh držav. Popolnoma, mislim, Amerika se dejansko osameva in to se za njo ne bo dobro končalo. Ne? To, kar so zdaj naredile Kanada, Avstralija, Portugalska, Velika Britanija, Francija in že predtem tudi Slovenija, pa Španija, pa Irska in tako naprej, ne? To je praktično edina pravilna smer. Ne? In tako kot je govoriš o priznanju odločitvi za priznanje države. To kar je povedal nekdanji francoski premijer Dominique de Villepin, ne? Na CNN-u v pogovoru z Christian Amanpour, ne, je bilo, saj mislim, da je bilo znov, je bilo neverjetno inteligentno. Ne. Prav to ni, in tudi Macron je nekaj podobnega potom povedal. Ne gre za to, da mi vzpostavljamo priznanje neke države, v tem primeru palestinske države, na koncu nekega mirovnega procesa, ampak je ravno obratno. Mi zdaj vzpostavljamo priznanje za to, da bi lahko mirovni proces sploh začel, da bi mu lahko dal realno šanso, da uspe. Ne? In multilateralizem, ki ga je izkazovala generalna skupščina, ne, je bil pospremljen za Trumpovim talibanskim žaljenjem vsega in vsakogar in vse počes. Ne? Mislim, ta norost se mora nekje nehati in končno mora dojeti, celo Nemčija bo morala dojeti, da je treba Evropo rešiti. Rešiti jo je treba na kantovski način, tako kot smo se že prejšnji teden o tem pogovarjali. Skratka, multilateralizem je treba vzpostaviti nazaj. Mi ne moramo prihodnjega sveta več graditi na dominaciji Združenih držav Amerike, vsaj ne dokler bo Trump in pa njegovi lobiji in njemu podobni lobiji prvič uničevali svet skozi interes Izraela in drugič uničevali svet skozi interes Združenih držav Amerike po lastni ekonomiji in ničemu drugem. Tukaj je Trump naredil včeraj še eno reč. Ne? Mislim, ko se je srečal z Zelenskim, ne? Je rekel, super vam gre, zdaj pa
se zmenite z Evropsko unijo, da vas še bolj podpira in vršte Ruse ven. Lej, to je tipičen dokaz njegove kapricioznosti. Ti imaš pred sabo 80-letnega dojenčka, ki danes joka na ta način, jutri bo jokal na ta način, vsakič pa hoče imeti v ustah svoj cuc. In na takega Dudo, ja? Okay. Na takega voditelja se ti v multilateralnih odnosih ne moreš zanesti. Včeraj je še poniževal Zelenskega v ovalni pisarni in rekel, nimaš moči. Ne? Danes pa prav, zadosti moči imaš, da utišaš Rusijo, ker Rusija je šibka, ker je ne funkcionira več. Skratka, Ker je verjetno celo res. Ne vem, kaj je res več. Ja. In tudi ne vem, ali je res, da so Rusi prestopili meje v Estoniji, v Romuniji in tako naprej. Najbrž je res, ker Putin se igra. Govoriš o letalnikih. O letalnikih. Ja. Ampak jaz bi spomnil na dogodek izpred toliko let, zdaj ne znam povedati točne letnice, ampak ko so Rusi preizkušali meje potrpežljivosti Erdoganu v Turčiji, je preprosto enega miga sklatu, pa je bilo vsega konc. Naj ga sklatijo dol, ne? Naj preprosto pokažejo Rusi, da mislijo resno, da imajo svoje mišice, ne? In da je svet mogoče preoriti nazaj. Naj prisilijo Kitajsko, da se do tega opredeli. Sicer pa Kitajska tudi ne bo mogla poslovati v Evropski uniji in narobe. Ne? Skratka, tu so mehanizmi, pri katerih je treba pokazati neko odločenost, je treba pokazati to, da Evropska unija ne more biti več poligon za izživljanje narcisoidov. Ne? Ja. Lej, tukaj imamo tako izjemno tvegano situacijo. Ne? Pač ti brezpilotni letalniki, droni, kot se jim reče, verjetno tudi kakšna letala, morda, ne, vstopajo v zračne prostore Litve, Latvije, Estonije, Poljske, Romunije. Kaj tukaj Putin pravzaprav počne? Zakaj to počne? Preizkuša meje potrpežljivosti NATO pakta. Prav, tako kot Frotsk preizkuša meje starševske potrpežljivosti, in mu je treba meje postaviti. Jasno. Prvič to. Drugo, kar je pa vse namenjeno samo nanašajoči se prerokbi, potrebi po večji učinkovitosti, ekonomizmu, po dominaciji ekonomije, gospodarstva in podobnih stvari, namenjeno preprosto obnovi vojaške industrije in kapitalizacija vsega in izpraznjevanja tega, čemu se je nekoč reklo delavski razred in pa občanska družba. In to je problema. Ne? Zato mi je ta ideja malo nora in majhen provokativna v božičnici všeč. Zaradi tega, ker preprosto, včasih še v začetku novega veka so se ljudje radostili, praznikov je bilo ogromno. Ljudje so imeli delovnik umerjen na kolikor toliko dostojno in pa rečemo temu dolčevite, lepo življenje in sladko življenje državljanov malih državic ali pa malih mestec po recimo Italiji. Na začetku novega veka, da v letnicah mi povej. Ja, saj da je bilo 1400, ne vem. Govoriva pred izbruhom kapitalizma. Delaš pred izbruhom. Govoriva še v času pred industrijsko revolucijo, kjer se je ta nora ideja o učinkovitosti začela prijemati, zdaj pa govorimo itak o neoliberalizmu. V tistem času je bil kapitalizem celo progresivno, v tem smislu, da je bil povezan z napredkom in ta napredek je dal tudi določene dobre rezultate. Pri zdravstvu je dal dobre rezultate, pri boljšem housingu, se pravi pri boljšem stanovanju, večji učinkovitosti, toplotni učinkovitosti, karkoli že hočeš, ne? Da smo se začeli lahko premikati po celem svetu in to so same pozitivne stvari. Zdaj se pa soočamo z obratnimi procesi, kot to, kar je nekoč bilo zdravilo, postaja strup, to, kar je bilo nekoč napredno, postaja v bistvu omejujoče za večino ljudi na svetu in v bistvu na koncu tudi super bogati ljudje ne bodo niti zadovoljni, niti srečni, bodo pa bogati. Ne? Skratka, to je popolna norost. Zdaj smo pa ujetniki itak sionističnega lobija in pa te proklete vojne v Gazi, ne? Ki jo ta novi Hitler 21. stoletja, to je Netanjahu, pelje za polno podporo Združenih držav Amerike, ki pa imajo predsednika, ki se obnaša kot klon v cirkusu, ki je izgubil svoj scenarij. Ne? Kdo je dirigent in godba v tem cirkusu? Trump si domišlja, da je on dirigent in godba, on si domišlja, da je alfa in omega, on si domišlja, da je popolnoma vse, ampak za sionistični lobby si tudi on ne upa pridati v Ameriki. Počakaj še tole, recimo, če poveževa vso sceno z tem novokrščanskim evangelističnim fundamentalizmom v Združenih državah Amerike, ki mu je Trump izrazito naklonjen in to samo zaradi tega, ker hofira Trumpu nazaj, ker podpira Trumpa in simbol vsega tega je bil Charlie Kirk. Ne? In zdaj so imeli veliki spektakel okrog tega njegovega. Ne? Ampak Charlie Kirk
je recimo na samem, sprav, on je zdaj že pokojni, njegova žena je naredila neko neverjetno gesto, ki je bila globoko krščanska, bom rekel teoretsko krščanska, kljub temu je bilo mišljeno resno, ampak ona je odpustila tistemu, ki je ubil moža. Potem je prišel pa Trump gor in je rekel, občudujem to, da si odpustila, občudujem to, da to zmoreš in tako naprej, jaz pa sovražim moje nasprotnike in sovražim jih s polno silo in vedno jih bom sovražil in ne bom se spremenil. Naredil spektakel, samo spektakel na komemoraciji Kirka, ki pa je vedno sicer zagovarjal krščansko-fundamentalistična stališča, ki jih je utemeljeval v Svetem pismu Nove zaveze. Nove zaveze? Nove zaveze, ja. Namreč, a je odpuščanje del tega fundamentalizma? Problem je v tem, da Kirk je to linijo zagovarjal. Odpuščanje. On je zagovarjal inkluzivnost. Ampak tukaj imamo, a veš, kada je pa Trump dedic stare zaveze. Ja, in Kirk tudi, se v tem je ves vic, ker Kirk se je vedno skliceval tudi na staro zavezo, vendar je vedno rekel, da njegov temelj je nova zaveza. In se je začel udaljevati na neki točki, je on javno povedal, je rekel, and I don't say that lightly, tega zlahka ne povem, ampak mislim, da Izrael v Gazi dela genocid. To je javno povedal. Ja. On se je distanciral in potem so ga takoj razglasili za antisemita in je bil vidno prizadet, ker je rekel, oni preizprašujejo mojo moralno držo in je bil prizadet, kmalu zatem je bil pa mrtev. In potem so se postavili teorije zarote, ali za njegovo smrtjo nemara ne stoji ta sionistični lobby, ampak jaz mislim, da to ne drži. Jaz mislim, da je ta solo akcija tega republikanskega mladeniča, ki je bil zaljubljen v transpolno osebo, prišla iz njegovega srca in iz njegove pameti, ker se je v tistem kampusu na nek način verjetno domnevam, da zato, ker je imel rad svojo partnerico, ki je postala partner, ki je bila trans oseba, je imel do njih globok odnos in ga je to toliko prizadel, ta fundamentalizem, samo dva spola sta, samo to je treba, tako je prav in tako je narobe. In Kirk je imel to idejo, treba je imeti rad človeka, ampak princip je treba braniti. To je bila njegova ideja. Potem, ko pa je zagovarjal Trumpa in je zagovarjal J.D. Vansa, to so pa popolnoma drugačni ljudje. In jaz mislim, da bi se Kirk transformiral v kakšnem letu, dveh tudi v kritika Trumpa. Sem skoraj prepričan, da bi se. Tega mu ne bo uspelo, ampak iz te logike je prišla tudi njegova lastna smrt. In ta njegova lastna smrt je zdaj tista, ki v bistvu do nek način razcepla ideologijo mage v neko konfuzijo, ker čisto točno ne vejo, ali je Trump... Maga je od začetka konfuzija, to je brklarija, da tukaj je težko najti znotraj ideologije neko vektorsko vsoto, pa najdeš znotraj ekonomskih učinkov. Ekonomski učinki pa so, bogati bodo še bolj bogati. Zelo simpel na koncu. Ampak Maga zdaj dojema, da je ta logika pokriva z obeh strani. Tudi republikanci omogočajo biljarderjem, da so še lahko triljarderji. In ta razcep tudi recimo zelo, zelo norijo nad tem, da je treba vojno v Izraelu končati in da je treba nehati sionistični lobby financirati. To je zelo jasno, to gibanje v Magiji glede tega povsem nedvoumno. Problem pa je v tem, da jim pri tem v ničemer ne pomagajo demokrati, ker so demokrati ravno tako korumpirani kot republikanci. Totalno. In če to ekstrapoliramo v Slovenijo, ker težko to na tak način ekstrapoliraš, ampak mnogo od tega bazičnega, najbolj brutalnega fundamentalizma, ki ga organizira v Sloveniji samo ena stranka in samo ena oseba, to je Janez Janša in SDS, bazira v zelo podobni logiki. Iz čiste konfuzije, iz čiste brklarije, vendar od ljudi, ki znajo nekatere stvari zelo jasno povedati, tudi če jih resno ne mislijo. Charlie Kirk jih je zanesljivo resno mislil. Če pa ti enega Teda Cruza poslušaš, pa veš, da to ni res, če ti poslušaš Trumpa, to je pa zanimivo. Je pa na pol res. Trump na pol resno misli. Ampak hkrati ne poškoduje interesov milijarderjev in ne poškoduje svojih poslovnih interesov. In to je razlog, zakaj on v Gazi reda ne naredi. Zaradi tega, ker je Smotrich z njim očitno naredil deal okrog riviere, ki bo nastala na Gazi. Ja, glede Gaze sem jaz bral še eno teorijo. Namreč, če pogledaš zemljevid Bližnjega vzhoda, je ena ključnih strateških točk Sueški prekop. Ja. Če pri Elatu, izraelskem Elatu, začneš kopati prekop, je najbližja linija čez do Sredozemskega morja, moraš
to linijo potegniti čez ozemlje Gaze, Ja. kar lahko, morda, ali pa gre za špekulacije, pomeni, da bi se vzpostavila alternativa, konkurenca Sueškemu prekopu, ki je pod nadzorom Egipta, Ja. in da je eno od ime iger tudi to. Kakšna je visoka politika? Težko reči, teorije zarote se zelo hitro vzplamtijo, ampak nekaj je dejstvo. Generalna skupščina je zdaj pokazala, da ona kot Združeni narodi funkcionira, če najmanj teoretsko, deloma pa še praktično, in da je taka entiteta multilateralna res potrebna za to, da svet še funkcionira kot celota. Jaz sem bil ta teden izredno razočaran, na to me je pa prijatelj, mislim, da je opozoril, pa sem šel gledati in je očitno res, da je zdaj papež je pred kratkim izdal knjigo, v katerem je menda napisal, da v Gazi ne moramo govoriti o genocidu. Katoliška cerkev ima nižje stališče od generalne skupščine, ki je bila ultra previdna 2 leti zdaj. In je na koncu izdelala zavezujoče stališče in ga poglablja, in ga utemeljuje, in ga dokazuje. In ta visoka politika, ki se jo gre katoliška cerkev v tej osebi, zdaj Leon XIV, podobno kot Leon XIII, podobno kot zdaj Nemčija, vedno zgresijo trenutek zgodovine, da so na koncu na napačni strani. Pa do zdaj še ničesar narobe ni povedal kot osnovno tezo, ampak zmeraj prepozen, pa zmeraj z nekim vtisom, da ne misli resno. Dobro, kolega Markeš, oktobra gremo naprej. Čez en teden. Hvala lepa. Drži.